Danes se bomo pogovarjali o preiskovalni komisiji za dva brezplačnika, ki jo je ustanovil Državni zbor Republike Slovenije, zato, da bi ocenila komisija namreč dejansko stanje v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008 in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito predvolilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank. To sem vam prebral zato, ker se bom na to še skliceval in ker vam želim povedati, da obstajajo še drugi brezplačniki in še drugi takšni listi, ki bi morali biti preiskovani, ker obstaja sum, da so narejeni samo zato, da bi vplivali na volitve, bodi si v Državni zbor, bodi si lokalne, ki prihajajo, ali pa tudi, da so del takšne propagande, ki zaobide volilno zakonodajo, kar pomeni, da njihovi stroški niso vpisani v stroške volitve, ki so pač dovoljeni. Na to komisijo, ki smo jo podprli tudi v opoziciji in v naši stranki SDS, in katere član sem bil do nedavnega tudi sam, smo vložili željo, da preiskujemo še en brezplačnik, in sicer Dobro jutro. Preden vam povem usodo tega predloga, vam moram vsaj na kratko razložiti, kako je s temi brezplačniki v Sloveniji. Glede na to, da ste novinari in je to stvar novinarjev, je seveda hkrati medijev, je to seveda za vas še posebej zanimivo. Brezplačniki so več vrst. Eni so te zelo razširjeni, kakor sta Dobro jutro in Žurnal. Drugi so čisto strankarski, kakor je na primer Info-občan. In tretji so tudi takšni, ki bi jim težko rekli brezplačniki, pač pa so nov medij. Na primer Info-Primorska. Zelo tipičen medij, ki bo pred volitvami pokazal svoj pravi obraz. To so brezplačniki. V Sloveniji jih je okrog 200. V letu 2008 sta se pojavila dva, ki sta bila izrazito naklonjena takratni koaliciji in manj naklonjena takratni opoziciji, kar je bil v slovenskem medijskem prostoru popoln šok. Kajti do zdaj je bilo vedno obratno. In ta šok je bil takšen, da se je zdajšnja koalicija odločila, da po 2 letih in pol preišče z posebno komisijo, preiskovalno komisijo Državnega zbora, ali sta bila ta dva šokantna brezplačnika sploh upravičena do izhajanja oziroma kdo jim je dajal denar, kdo si je drznil dajati tam oglase iz firm, v katerih je večinski lastnik država in kako je to nespodobno, da sta napadala politike z namenom, da bi vplivala na volitve. Moram vam povedati, da je kar nekaj brezplačnikov zdaj takih, ki kar naprej napadajo opozicijo, pa tudi vse tiste nevšečne, katere je varno napadati že vsaj 10 let in pol, in da se o tem nihče nič ne sprašuje. Nihče se ne sprašuje, kako jih financirajo, kdo jih financira, ali so v skladu z medijskimi zakoni in v skladu z volilno zakonodajo. Vzel bom primer enega strankarskega glasila. Moramo povedati, da je pod to glasilo seveda podpisana stranka SD in je to, torej to posebne vrste brezplačnik, kajti njegovo poreklo je znano.
In to je pač strankarsko glasilo, ki izhaja, ne vem koliko, mislim, da enkrat na mesec, ampak stvar bi bila v redu, če bi se ne zgodilo tako, da bi pred volitvami, državnimi volitvami, to glasilo, ki je izrazito propagandno, strankarsko in seveda za državne volitve izrazito usmerjeno za svoje in proti drugim, če ne bi bilo torej to slavno glasilo razširjeno na vsa gospodinstva v območju, brezplačno, in bi torej postalo propagandni brezplačnik, ki bi močno navijal za svojo politično stran, hkrati pa bi stroški za njega, ki je prišel v vsa gospodinstva, ne bili upisani v stroške volilne kampanje. To se pravi, da je ta list obšel volilne zakonodaje. Da vam bo jasno, kakšen je, vam naj povem, da je v številki, ki jo imam pred sabo, to je decembrska, vam povem par številk, notri je zelo zanimivo 14 slik gospoda Srečka Meha, ki je župan SD-ja v Velenju, mislim, če me spomin ne vare, in sem v te številki samo 6 slik gospoda Kontiča, ki je vodja poslanske skupine SD v parlamentu. Za kar so nam viri povedali, da sta se močno skregala in sta potem v naslednji številki to popravila, kajti tam je bilo potem drugače in je dobil gospod Kontič samo 13 slik, medtem ko Srečko Meh 12, ker jih je imel prej več. To se pravi, na 10 straneh imata vsa 2 do 3 slike, to je popolna propaganda, in da bi bila stvar še bolj zabavna, moram reči, da je vsaj v tej decembrski številki gospod Kontič res potegnil takrat. Oba sta namreč tudi v Križanki, potem, ker sta oba na vsakič 3-krat do 4-krat na eni strani. Za vprašanje, kdo nekaj je to, seveda tisti, ki je tukaj na sliki, ampak gospod Meh je šel foto na tečaju kot fotografija najbolj zanimivega dogodka in prav. Stvar je tako smešna, da sem vam je moral povedati, in to je brezplačnik, ki pride vsako gospodinstvo pred volitvami, ki ni vštet kot stroške volilne zakonodaje in bi bilo treba to seveda sproblematizirati.